Tisto, kar je bilo do zdaj narejenega v zvezi s statusom, je vezano na financiranje predvsem zavarovanj, zdravstvenih, pokojninskih, invalidskih, je vezano na sofinanciranje in financiranje pregledov in neke zdravstvene oskrbe, ki so jo športniki deležni posebej zato, ker so vrhunski športniki. Je vezano na urejanje statusov od osnovnošolskih, srednješolskih in študijskih statusov. In to je seveda ta osnovna ideja. Osnovna ideja zmeraj je bila v Sloveniji, da športniki dokončajo te možnosti že v času kariere, študij in dobijo čim višjo stopnjo izobrazbe. Tam, kjer se navadno zalomi in kjer se začnejo problemi, je ob končanju kariere pri tistih športnikih, ki niso utegnili dobiti ustrezne izobrazbe. In tu imamo predvidene neke rešitve. Ena, ki je pravzaprav najbližja in za katero se pogreva kar precej športnikov, je ta, da bi jim omogočili neko štipendijo, nek poseben status po končani karieri, ki bi trajal 3 do 5 let in bi v tem času imeli možnost pridobiti, dokončati izobrazbo, ki so si jo zastavili. Druga možnost je ta, da in tu imamo na Ministrstvu za šolstvo in šport še posebej možnost, da jim omogočimo, da brezplačno pridejo do neke izobrazbe, usposobljenosti, ki je potrebna za to, da ostanejo v tem športu kot trenerji, v tistem športu, v kateri so delali kariero in v tem času skratka pridobijo to usposobljenost in ostanejo v tem športu. To sta dve možnosti, ki jih bomo zdaj še spravili v ustrezno pravno formo, če bo treba tudi šli v spremembo zakona, mogoče se bo pa dalo že to urediti s kakšnimi pravilniki.